Prisrčno dobrodošli v Arhivu Republike Slovenije na predstavitvi knjige z naslovom dr. Miš Majt, Slovenska ljudska stranka, povezave in nasprotja 1918 do 1946. Ker smo bili lani osredotočeni predvsem na dokončanje in opremo te hiše, katero smo se potem jeseni tudi preselili, smo v Arhivu Republike Slovenije izdali samo 2 publikaciji. Spomladi en tanek katalog o angleščini, razstavni katalog o Ferdinandu Agostinu Hadaštajnu in njegovem spomeniku v veliki razstavi v Pekingu. Konec leta pa smo pričakali tole knjigo, ki jo danes predstavljamo. Ta, verjemite, da precej dobesedno odtehta vsaj 3, tako po teži, obsegu, kot tudi po številu sodelujočih. Publikacija je namreč rezultat dela sodelavk in sodelavca sektorja za varstvo arhivskega gradiva posebnih arhivov. V Arhivu Republike Slovenije pod uredniško taktirko dr. Mateje Jeraj in Mateja Koširja so zahtevno delo opravile še magistrica Tadeja Mišek Čekolič, Polona Trubec-Mlakar, Mojca Tušar in Tanja Zohar, ki je bila tudi tehnična urednica, vse 3-4 gospe sedijo tam desno prvi vrsti. V knjigi je objavljeno gradivo o delovanju Slovenske ljudske stranke v navedenem obdobju, zlasti korespondenca njenih članov, zapisniki sej strankinih odborov, različnih poročil in številnih drugih zapisov, ki nam odstirajo idejne zasnove in delovanje takrat najmočnejše oziroma največje politične skupine na Slovenskem. Mogoče pa bi uvodoma opozoril, da so letice, recimo malo zavajajoče, namreč iz tega medvojnega obdobja, oziroma obdobja med obema vojnama, je dokumentov bolj za vzorec, večinoma so iz let 1942 do 1946. Knjiga, ki jo predstavljamo danes, je torej nekakšno nadaljevanje dobrih 1000 strani obsegajoče knjige z naslovom dr. Miš Majt, dnevnik in dosije iz 1941-46, ki smo jo izdali konec leta 2022 in približno 2 letoma tako rekoč v isti sestavi tudi predstavili. V tisti knjigi je predstavljen predvsem gradivo, ki ga je ustvaril oziroma zbral dr. Miš Majt, radovljiški odvetnik in predvojni politik Slovenske ljudske stranke in drugo vojno eden izmed voditeljev protirevolucionarne oziroma protikomunistične strani. Za prvi del Šmajda je ista ekipa, pa poleg tega, poleg omenjenih še Tadej Cankar, lansko leto prejela tudi Aškerčevo priznanje za značajno kritično objavo arhivskih virov in spremno študijo. Priznanje, ki ga vsake 2 leti podeljuje Arhivska Slovenija. In komisija za podelitev Aškerčeve nagrade in priznanj je takrat v utemeljitvi oziroma v razložitvi zapisala tudi takole, citiram: Pripravljavci izdaje so opravili izvrstno delo, ki predstavlja pomemben kamenček v mozaiku razumevanja zapletenega dogajanja in težkih osebnih odločitev med okupacijo, revolucijo, protirevolucijo in kolaboracijo na Slovenskem. Izdaja arhivskih dokumentov Albina Šmajda je svojo temeljitostjo in obsegom pomemben prispevek k osvetlitvi navedenega obdobja in dostopnosti arhivskih virov tako znotraj znanstvenih kot tudi širših zainteresiranih javnosti. Zahtevno delo je opravljeno vrhunsko in pomembno osvetljuje obdobje druge svetovne vojne, zato si ekipa sodelavcev Arhiva Republike Slovenije nedvomno zasluži najvišje stanovsko priznanje. Konec navedka. Verjamem, da bo podobna sodba padla tudi na drugi del publikacije. Če imam prav, bomo kmalu slišali. Kot pred 4 leti bodo publikacijo poleg sourednikov in soavtorjev, kot so Mateja Jeraj in Mateja Koširja iz Arhiva Republike Slovenije, oziroma Mateja je že dober mesec upokojena sodelavka,
predstavila tudi recenzenta, dr. Zdenko Čepič, pokojni sodelavec Inštituta za novejšo zgodovino in dr. Renato Podpersič, sodelavec Študijskega centra za narodno spravo. Po potrebi bodo dodane pa tudi ostale avtorice. Preden dam besede govorcem, bi rače povedal, da je knjiga tudi objavljena v elektronski obliki in dostopna na naši spletni strani. Pritiskani nakladi je 150 izvodov, knjiga vsega, kot vidite, oziroma boste slišali 1550 strani, zelo zajetne, kot sem rekel, da ne rečem debela, okrogla, to je tudi cena, 50 evrov. Ob današnji priliki smo zaokrožili navzdol na 40, tako da če bi okrožili okupi, ne se glasi v Finanzis ali v Stropju. To bi bilo z moje za začetek vse, zdaj pa predajam besedo, mislim, da najprej Matevžu, potem Mateji in tako naprej. Hvala za začetek. Spoštovane gospe in gospodje, drage kolegice in kolegi. Pred nami je druga knjiga dokumentov, ki izvirajo iz arhiva dr. Albina Šmajda. Če pa pogledamo malo širše, pa obenem 7. knjiga arhivskih virov, ki se nanašajo na drugo svetovno vojno in ki jih je od leta 2001 izdal Arhiv Republike Slovenije. In ta izdaja tokrat sopada tudi 80. obletnico konca druge svetovne vojne, s čimer Arhiv Republike Slovenije nedvomno izpolnjuje svoje poslanstvo, objavljanje arhivskih virov iz obdobja, ki nikakor ne izgublja na svoji aktualnosti. Kritična objava zgodovinskih virov pomeni več kot zgolj dostop do dokumentov, omogoča kontekstualizacijo in soočanje različnih perspektiv, bogati naše vedenje, ohranja zgodovinski spomin, ki nam omogoča razumevanje preteklosti ter prispeva k poglobljenemu zgodovinskemu raziskovanju. Pri tem ima velik pomen tudi celostni pregled dopolnjujočih virov. Medtem ko je bila prva knjiga Dnevnik in dosje dr. Albina Šmajda 1941-46 posvečena osebnosti in usodi dr. Albina Šmajda, je druga knjiga skupek gradiva o delovanju Slovenske ljudske stranke od leta 18 do leta 1946. Gradivo pa v največji meri izvira iz obdobja okupacije. Gre za več kot 1000 objavljenih dokumentov iz fonda SIAS 1931, Republiški sekretariat za notranje zadeve Socialistične republike Slovenije, ki je dopolnjen z dokumenti zasebne zbirke Arhiva Studia Slovenica. Dokumenti omogočajo vpogled v delovanje katoliškega tabora v obdobju odločitev na predvečer vojne, v obdobju okupacije in v letu po končani vojni. So del obsežne Šmajdove zapuščine, ki se je znašla v posesti oddelka za zaščito naroda oziroma OZNE in njene naslednice Uprave državne varnosti. Objava pričujočih arhivskih dokumentov ni, kot bi morda kdo mislil, le prepis dokumentov, ampak je rezultat kompleksnega in zahtevnega, tako rekoč študijskega dela, marsičem zapletenih in večkrat preurejanih in prepisovanih dokumentov, ter marsikdaj tudi nepreglednih in slabo berljivih. Prvotna ureditev gradiva, če kot takšno pojmujemo tisto, ki jo je napravil Šmajd osebno, ni ohranjena. Zato smo upoštevali razvrstitev dokumentov, ki jo je napravila Uprava državne varnosti. Za uredniške popravke, ki bi omogočili objavo dokumentov po vsebinskih sklopih, se nismo odločili, saj velikega števila dokumentov ne bi mogli razvrstiti glede na vsebino. Zato smo sledili paginaciji dokumentov, ki pa ni bila izvedena sistematično. Vsak posamezni objavljeni dokument smo opremili z naslovom, datumom nastanka in zaporedno številko. Specifičnost teh dokumentov, ki so nastali v vojnih razmerah, so psevdonimi, šifre in druga ilegalna imena. Vse to smo razrešili v oglatih oklepajih, in sicer ob prvi
omembi v posameznem dokumentu ter neposredno za zapisanim psevdonimom, priimkom, skrajšanim imenom in podobno. Če nam avtorja dokumenta oziroma pri pismih tudi njegovega naslovnika ali datuma nastanka ni uspelo ugotoviti, smo bralca na to ustrezno opozorili z oznako naslovnik neznan oziroma nedatirano in podobno. Poseben izziv, poleg tistih, s katerimi smo se spopadli že pri pripravi prve knjige, je bilo veliko število prepisov dokumentov. Poleg originalnih dokumentov so tu še dokumenti, ki jih je lastnoročno ali na stroj prepisal dr. Albin Šmajd, še več prepisov pa so izdelali uslužbenci Uprave državne varnosti. Ta je svoje prepise praviloma opremila z oznako prepis in številko. Nekatere dokumente je tako mogoče najti v prepisih na različnih koncih, celo v različnih verzijah, kar je zahtevalo podrobno primerjavo zapisanega. Vsekakor je pa potrebno, in kar je bistveno poudariti, da so praktično vsi objavljeni dokumenti, vključujoči knjigi, izvirniki in ne gre za prepise, razen s par izjemami, ko ni bilo ohranjenih originalov. Na vse to je pa opozorjeno v opombah. V opombah smo tudi opozorili na lokacije morebitnih prepisov. S tem smo želeli ustvariti čistopis objavljenega gradiva, a hkrati bralce opozoriti na vse prepise dokumentov, ki jih nismo objavili, tako da smo, sledeč številčnemu zaporedju dokumentov, na ustreznem mestu navedli podatke o neobjavljenih dokumentih in na prepisih, le redko izvirnikih, je poleg tega Uprava državne varnosti podčrtavala imena in psevdonime nastopajočih oseb, jih razreševala ter včasih dopisala še kakšna druga opažanja, na kar je tudi opozorjeno v opombah. Upamo, da smo s tem uporabnikom olajšali pregled dokumentov, saj se bodo izognili številnim prepisom, ki se večkrat pojavljajo na različnih mestih. V uvodu je dr. Mateja Jeraj pripravila zgodovinski oris in posebno pozornost posvetila delovanju Slovenske ljudske stranke. Razumevanje vloge nastopajočih oseb v objavljenih dokumentih smo tako kot v prvi knjigi skušali dopolniti z biografijami, a tokrat smo vključili le tiste, ki še niso bile objavljene v knjigi Dnevnik in dosje. V primeru, da je bila biografija že objavljena v prvi knjigi, smo navedli le ime in priimek z zaznamkom, ki jo je mogoče prebrati. Ob tej priliki bi se želel zahvaliti zavzetosti in natančnosti vseh sodelujočih pri objavi, posebej dr. Mateji Jeraj, magistri Tadeji Tominšek Čeholič, Poloni Trobac Mlakar, Mojci Tušar in Tanji Žohar. Poleg njih pa tudi še drugim številnim posameznikom ter ustanovam, ki jih je preveč, da bi vse tukaj našteval, za podporo in pomoč, posebno pa še obema recenzentoma. Ti objavljeni dokumenti v slovenski zgodovinopisni znanosti doslej sicer niso bili neznani, vendar pa upamo, da bodo z zgoraj opisanim uredniškim delom postali objavljeni viri lažje razumljivi, uporabnejši in dostopnejši najširšemu krogu bralcev. Najprej vas vse prav lepo pozdravljam. V pričujoči publikaciji objavljamo gradivo o političnem delovanju katoliškega tabora na čelu s Slovensko ljudsko stranko, krajše SLS, in o njenih povezavah z drugimi političnimi dejavniki različnih idejno-političnih usmeritev. Bralcem predstavljamo dokumente SLS iz obdobja 1918 do 1946 in gradivo v delovanju jeseni 1944 zasnovanega Narodnega odbora za Slovenijo, začasnega slovenskega političnega vodstva, sestavljenega iz vrst tako imenovanih meščanskih strank, poleg tega pa tudi nekaj drobcev Akademskega kluba Straža, Katoliške akcije in Slovenske zaveze. Poglavitni in najobsežnejši del obsega gradivo SLS.
Zajema razmeroma dolgo razdobje, vendar ni za vsa leta enako ohranjeno. Za čas pred drugo svetovno vojno na slovenskih tleh ne najdemo prav dosti gradiva. Razlogi niso znani in morda je vzrok tudi v tem, da Šmajd v tem času še ni bil med poglavitnimi strankarskimi voditelji. Obseg gradiva narašča šele od leta 1942. Gradivo iz tega leta obsega ne le korespondenco Albina Šmajda, marveč tudi pisma, ki so si jih izmenjavali drugi člani SLS in pripadniki drugih protikomunističnih skupin. Šmajdovo dopisovanje z Milošem Staretom nas vodi skozi njun pogled na razvoj domačih in mednarodnih političnih dogodkov. Staretova korespondenca z Jakobom Šolarjem govori o odnosih med SLS in tako imenovanimi sredinci ter o poskusih oblikovanja neke širše katoliške skupnosti. Stiki z Jankom Kraljem kažejo na težnjo po uveljavljanju političnih ciljev SLS tudi na Primorskem, kjer pa tako imenovana formalna stranka ni imela kaj dosti podpornikov, čemur je znatno botroval drugačen zgodovinski razvoj območja za Rapalsko mejo, ki je že dalj časa doživljalo fašistično nasilje. Preslikava delovanja katoliškega tabora v Ljubljani na Primorsko zato ni bila uspešna. Obsežnejši del gradiva iz tega leta predstavlja korespondenca med Albinom Šmajdom in Karlom Novakom, Mihajlovićevim zastopnikom v Sloveniji, ki sta v tem času sodelovala pri poskusu organiziranja oborožene protikomunistične akcije v okviru jugoslovanske vojske v domovini. Pisma, ki sta si jih izmenjala v letu 1942, med drugim pričajo tudi o Šmajdovi vlogi pri oblikovanju vaških straž oziroma protikomunistične milice in o njegovih prizadevanjih za ustanovitev nekakšnih slovenskih protikomunističnih policijskih organov. Odražajo Šmajdovo brezkompromisno nasprotovanje komunizmu. V pismu z dne 17.10.1942 je zapisal, citiram: "So težave, ki jih moramo prebroditi in vztrajati na začetem delu. Le za vztrajnostjo in v zaupanju na Božjo pomoč, tesnej sprosno borbo, bomo uničili na slovenskih tleh najhujšega in najnevarnejšega nasprotnika, ne samo našega, marveč vsake človeške družbe sploh." Konec citata. Izrazil je tudi svoje nezadovoljstvo z omahljivci, pri čemer je mislil na nekatere politike iz liberalnih in katoliških vrst. Citiram: "Težko razumejo tak boj nekateri, ki so do včeraj še sami bili pomešani s čustvi in delom v Osvobodilni fronti. Ustvarjajo razne sestanke in skušajo rešiti, da se jih spozna, da so protikomunisti. Sami pa ne storijo ničesar, ker bi dajalo vidnega znaka, da so se resnično spreobrnili. Čutijo, da se ladja potaplja, a jo skušajo zadnji trenutek kot podgane zapustiti." Konec citata. Iz pisma Novaku z dne 20.9.1942 pa je lažje razumljivo že v prvi knjigi obravnavano Šmajdovo sodelovanje v tako imenovanih božičnih racijah iz konca decembra 1942. Citiram: "Ljubljana še vedno spi spanje pravičnega, pravilno mlenega in sitega. V vsemu skupaj proti partizanom na terenu vidi samo politično borbo med komunisti in klerikalci. Zlasti še, ko napredno časopisje molči in ne piše ničesar, ali pa v omejenem obsegu proti divjaštvu partizanov na Dolenjskem." Konec citata. In še tole: "Jeze proti Beli gardi je prav veliko, zabavljanja še več. Dobro bi bilo, da bi se v Ljubljani tudi dejansko pokazala moč belim in bi se jo ustrahovalo. Brez tega Ljubljana ne bo zdravela." Med dokumenti iz tega leta bi omenili še raznovrstne Šmajdove zapiske, ki med drugim govorijo o delovanju ilegalne oborožene formacije SLS, Slovenske legije, in o njihovem odnosu do italijanskega okupatorja. Z letom 1943 postane zbirka Šmajdovih dokumentov obsežnejša
njegova težnja po organiziranju močne in enotne SLS, podprte z lastno oboroženo legijo, pa vedno jasnejša. V slučajnostni kolaboraciji, kot jo je sam imenoval v pismu Milošu Staretu z dne 19.10.1944, je videl instrument političnega boja za dosego zastavljenih strankinih ciljev. Gradivo z leta 1943 pa zaznamujejo tudi pisma in poročila slovenskih katoliških politikov, ki so bivali v tujini, zlasti v Londonu in Rimu. Ti so imeli boljši vpogled v razmišljanja zahodnih zaveznikov, zato so zavračali sodelovanje z okupatorjem, ki se jim je zdelo taktično povsem neprimerno. Kot primer navajam del pisma Mihe Kreka iz poletja 1943. Citiram: Prosimo, ustavite v naših listih popisovanje bojev naših legionarjev s partizani in popisovanje sodelovanja z okupatorji. Vedno znova in znova skušajte doseči mir med Slovenci. Res je, da kompromis ni mogoč s komunisti, tudi ne s celotnim partizanstvom, ali morda je le mogoč s kakšno grupo, s kakšnim oddelkom. Samo na dva pogoja se omejite: ustavitev poboja med Slovenci in skupno delo za osvoboditev vsega slovenskega ozemlja. Konec citata. Morda je prav zaradi tega v tem času prišlo do sicer neuspelega poskusa pomiritve med obima sovražnima taborama, v katerem je kot posrednik poleg Lojzeta Udeta, ki je zastopal UF, sodeloval tudi Albin Šmajd. Tu pokaže na Šmajdov pragmatizem in smisel za realno politiko. Ude pa se je nanj obrnil kot na prijatelja iz predvojnih let. Na tem mestu so predstavljena tista Udetova pisma, ki niso bila objavljena že v prvi knjigi. Med dokumenti iz leta 1943 najdemo tudi številne zapise, poročila in sejne zapisnike vodstvenih organov SLS, ki kažejo, s katerimi vojaškimi in političnimi vprašanji se je ukvarjal medvojni katoliški tabor. Poleg vsega omenjenega to gradivo pokaže tudi, kolikšno pozornost je vodstvo SLS namenilo načrtovanju nove slovenske države, govori pa tudi o tem, kako drugačne poglede so imeli na položaj povojne Slovenije pripadniki akademskega kluba Straža. Posebej povedna so tudi pisma Jožeta Sodje, ki poročajo o vojaškem položaju v Ljubljanski pokrajini po kapitulaciji Italije, ter posledično o ustanavljanju protikomunističnega tabora in slovenskega domobranstva. Po kapitulaciji Italije, zlasti v letu 1944, so se ukrepili Šmajdovi stiki s sodelavci, ki so delovali na Primorskem. Iz tega leta med drugim izvira obsežna korespondenca z Izidorjem Martinjakom, Ivanom Martelancem in Antonom Duhovnikom, gradivo o delovanju Primorskega domobranstva oziroma Slovenskega narodnega varnostnega zbora in o odnosu SLS do njegovega pobudnika, polkovnika Antona Kokalja. Pa še gradivo o povezavah s čeftniškima vojvodoma Dobroslavom Jevčevičem in Momčilom Đujićem ter z ustanoviteljem Jugoslovanskega nacionalnega gibanja Zbor Dimitrijem Jotićem. V dogajanju v drugih slovenskih pokrajinah lahko nekaj izvemo iz gradiva o sestavljanju pokrajinskih odborov SLS. Šmajdove povezave z domobranci osvetljuje njegova korespondenca z Albertom Milovarjem, ki je legalno deloval v slovenskem domobranstvu, ilegalno pa v slovenski legiji. Gradivo z leta 1945 prikazuje potek intenzivnih priprav na konec vojne, ki so se odražale v poskusih konsolidacije tako v okviru Narodnega odbora kot znotraj katoliškega tabora. O prizadevanjih za poenotenje stališč najpomembnejših voditeljev SLS priča med drugim korespondenca z Markom Krancem o iskanju skupnega jezika s stražarji in skupino Jakoba Muhoriča, Šmajdovi zapiski, v tem pričajo Šmajdovi zapiski iz konca januarja, potem gradivo o razčiščevanju odnosov s trijo Leona Rupnika,
pa pismo njegovega osebnega tajnika Stanka Kocipra Rudolfu Smetsuju z dne 13.1.1945. Gradivo Narodnega odbora vsebuje zapisnike njegovih sej in celo množico sprejetih pravnih predpisov, med katerimi bi posebej upozorili na uredbo o ustanovitvi Slovenske narodne vojske z dne 21. januarja 1945. Lahko bi rekli, da je šlo za taktično odločitev katoliškega tabora, ki se je želel pripraviti na prelomni trenutek, ko naj bi vse legalne in nelegalne protikomunistične enote, združene v Slovenski vojski, otresle okrilja okupatorja in odkrito stopile na stran zahodnih zaveznikov. Ohranjeni dokumenti pričajo o tem, kako je v zadnjem mesecu vojne potekalo iskanje zavezništev, ki bi katoliškemu protipartizanskemu taboru odstranilo kolaboracionistični pečat, predvsem v sodelovanju s četništvom, ter mu vdihnilo proti hitlerjevski koaliciji bolj spremenljiv značaj. In o paničnih pozivih zahodnim političnim in vojaškim voditeljem ne zasedajo slovensko ozemlje. Omeniti je treba še korespondenco z Ervinom Rezenerjem o tem, kako bo Narodni odbor prevzel oblast, proglas Narodnega odbora za Slovenijo o ustanovitvi narodne države Slovenije z dne 1. maja 1945 in razglas o ustanovitvi slovenske vlade 4. 5. 1945. Objavljeno gradivo sega tudi v čas po končani vojni, ko so slovenski protikomunisti v emigraciji nadaljevali s političnim delovanjem in skušali s pomočjo zahodnih zaveznikov doseči spremembo oblasti v novo nastali jugoslovanski državi. Na tem mestu predstavljeni dokumenti odražajo, bolj kot potek samega dogajanja, način razmišljanja in čustvovanja Šmajda in njegovih sopotnikov, s čimer znatno dopolnjujejo gradivo, ohranjeno na drugih mestih. Pokažejo, da nasprotja niso obstajala le med katoliškim in liberalnim taborom, temveč tudi med skupinami znotraj katoliškega bloka, med oficialno skupino SLS in skupino stražarjev in tako imenovanih sredincev, kamor bi lahko prišteli predvsem dr. Andreja Gosarja, Jakoba Šolarja ter dr. Jakoba Mohoriča in njihove somišljenike, ki so imeli tudi glede do odnosa do okupatorja različne poglede. In še nekaj besed za zaključek. Morda se komu zdi, da druga svetovna vojna ni več prav zanimiva tema, vendar ni mogoče zanikati, da polpretekla zgodovina močno vpliva na razumevanje sodobnosti, nepravičnemu posploševanju in brezobzirnim ideološkim spopadom, pa se je mogoče upreti le znanstveno kritično objavo virov in njihovim analitičnim pretresom. Premisleki o izbruhu, poteku in koncu nasilnih zgodovinskih momentov, ki so osvobojeni čustvenega naboja in ideoloških primesi, so zagotovo nujni ter obenem vedno aktualni. Posebej to velja za nasprotja med komunističnim in protikomunističnim taborom, ki so vzniknila pred drugo svetovno vojno, se razplamtela v dobi okupacije, prenesla v povojni čas in se do danes še niso pomirila. Najlepša hvala za pozornost. Zahvaljujem se dr. Mateji Jeraj in predajam besedo dr. Renatu Prebersiču. Spoštovani gospe in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovane urednice in dragi urednik. Slišali smo veliko o tej zanimivi, zajetni, potrebni, pričakovani knjigi. Tisti, ki poznamo ta material še v suhi obliki iz arhiva 1931, torej nekdanji Republiški sekretariat za notranje zadeve, vemo, kako za bogato gradivo gre. Ampak ker je današnji dan veselja ob izdaji te knjige, mi dovolite eno majhno digresijo, ki sodi v rubriko bolj malo za šalo, malo za res. In sicer je kritika ne delati tako debelih knjig. Tisti, ki imamo knjige še na old fashion način, radi jih ponesemo s sabo v posteljo
in prebiramo v nekem drugem položaju, mislim, da nisem edini, takih knjig ne moremo brati v postelji. Tako da drugič, dajte gradivo rajši razdeliti na dve samostojni knjigi, mogoče povleče več uredniškega dela, več financ, ampak je pa bolj praktično. Veste, knjiga, ki ima več kot 1500 strani, fizično se je spodobno ne da brati, plus tega grozi, da bo vsak čas razpadla zaradi vezave. Ampak ta kritika, ki še enkrat ponavljam, sodi v rubriko malo za šalo, malo za res, ne zmanjšuje dela, ki je bilo opravljeno in radosti, bodisi zgodovinarjev, arhivistov in pa seveda laičnega bralstva, ki se zanima za to obdobje. A veste, ne gre samo za aktualni pogled na zgodovino, zgodovinopisje, gre konec koncev tudi za vedno živo politično vprašanje. Na Slovenskem se še danes, sredi 20. stoletja, oziroma 21. stoletja, oziroma krepko smo zakoračili, dostikrat delimo na tako imenovane desne in tako imenovane leve. In prav zgodovina, dostikrat je tista, zlasti zgodovina tega nevralgičnega obdobja, je tista, ki postavlja to ločnico levi, desni, glede na odnos do druge svetovne vojne, če hočete, domobranstva in partizanstva. To ni knjiga o politiki, ampak je knjiga, ki pomaga pri razumevanju tega nevralgičnega obdobja naše države, ko je šlo za okupacijo, ko je šlo za osvobodilni boj, ko je šlo za revolucijo, protirevolucijo in tudi kolaboracijo. Torej vsak, ki ga zanima tako zgodovina, polpreteklost, kot tudi politika, je nekako primoran, da mora doseči po tej knjigi. Veste, tukaj bi pa lepo črtali eno stvar, in sicer mukotrpno delo kolegic in kolega, ki so ga opravili kot urednice oziroma urednik. Namreč ta knjiga ima vse tisto, kar mora imeti kritična izdaja vira. Ima historično umestitev v prostor in čas, ima predstavitev vira, ima diplomatični prepis, vključno z vsemi, bomo rekli, napakami ali pa bomo rekli prepisi, zaznamkami, ki jih je kot pomembno politično, če hočete, ali pa preiskovalno delo zaznala že nekdanja služba državne varnosti, če hočete, ponarodelo UDBA. In pa, kar je posebej razveseljivo, je tudi zelo, zelo minuciozno izdelan podatkovnik vseh oseb, ki nastopajo v tej monumentalni knjigi. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker marsikdo od protagonistov dogajanja tistega časa, ki nastopa v tej knjigi, je bil zaradi svojih političnih ali pa vojaških izbir, če hočete, med drugo svetovno vojno, postavljen na pranger sramote, damnacijo memorije, obsojen na izgubo spomina. Marsikdo je bil ubit ali pa je emigriral in se je za njim izgubila vsaka sled. In tukaj, spoštovane kolegice in kolegi, ste uspeli rekonstruirati te osebe, ki so nekako že izšle iz našega narodnega spomina, ampak tudi s to knjigo jih spet vračate, čeprav včasih z osnovnimi suhoparnimi, boste rekli, biografskimi podatki, postavljate te osebe spet v prostor in čas. Tako da še enkrat čestitke, če še niso bile in so bile uvodoma že izrečene, še enkrat z moje strani globok poklon. Potem naslednja stvar, ki jo je že dr. Jerajeva omenila. Glejte, ta trikotnik delovanja, recimo temu, katoliškega tabora in ne samo katoliškega tabora, ker vendar gre za interakcijo, ki nastopa med drugimi protikomunističnimi enotami, recimo tudi liberalnimi, tudi nekdo, ki se zanima za liberalni tabor med drugo svetovno vojno, mimo te knjige ne more iti, ampak da se vračamo k katoliškemu taboru, trikotnik, se pravi stranka, SLS, in tukaj so hvalevredni dokumenti že iz predvojnega obdobja, začenši leta 1918 naprej. Potem je politični organi,
recimo temu proti revolucije, če hočete, proti komunističnega boja na Slovenskem, Slovensko zavezo 42, ki potem počasi ponikne, in pa jeseni 44 naprej Narodni odbor, torej to politično predstavništvo, politični organ, če hočete, in na tretji strani se pravi ta vojaški vidik, predvsem Slovenska legija in vse, kar sodi sem zraven, se pravi protikomunistične enote, vaške straže in potem seveda tudi od jeseni naprej 43 slovensko domobranstvo. Torej, za razumevanje tega trikotnika stranka, politični organi, že omenjeni, in vojaški organi, je knjiga tukaj fantastično sredstvo za doseganje poznavanja tega časa. Zdaj, če gremo k sami vsebini, ne, gre za korespondenco različnih protagonistov iz katoliškega tabora, predvsem iz Slovenske ljudske stranke, in če hočemo razumeti čas in prostor, moramo poseči po tej knjigi. Če hočemo razumeti vso zapletenost okupacije, kolaboracije, revolucije, protirevolucije, osvobodilnega boja, moramo poseči po tej knjigi. In dejansko nam pomaga razumeti, zakaj so nekateri ljudje iz, recimo temu, druge strani, tiste, ki je bila desetletja bolj potisnjena na stran, bili postavljeni pred neke izbire in odločitve, ki so se nam v tistem momentu, ali pa bomo rekli pred desetletji, morda zdele nerazumljive, nejasne, danes jih pa tudi s pomočjo te knjige in objavljenih dokumentov lažje razumemo. Tudi zakaj se je Šmajd že, kot je bilo rečeno, bom še enkrat decidirano poudaril, oktobra 42 postavil za tako imenovano kolaboracijo in sodelovanje z okupatorjem, ker je s tem opravičeval potrebo boja proti komunizmu. Torej, za Šmajda, in ne samo Šmajda, je bil to pač glavni oponent in, bomo rekli, nevralgična točka in tisti, ki je videl ga za, bomo rekli, glavnega sovražnika slovenskega naroda med okupacijo, med drugo svetovno vojno. Zdaj, nekdo bo rekel, ker se pri nas prevečkrat dogajanje na Slovenskem in v času državljanske vojne med drugo svetovno vojno reducira zgolj na Ljubljansko pokrajino, da je gro knjige omejen na to področje. Torej, bomo rekli Ljubljane, pa velikega dela Dolenjske z Belo krajino, pa recimo še dela Notranjske. Daleč od tega, že predhodnica, dr. Jerajeva, je to lepo povedala. Knjiga sega tudi v ostale slovenske pokrajine. Torej, tudi nekdo, ki se ukvarja z Gorenjsko, Štajersko, morda je tukaj še najslabše Prekmurje zastopano, ampak zakaj je temu tako? Ker Prekmurje je vedno na obrobju našega narodnega spomina, pravzaprav to, kar se danes dogaja, ni bilo v tistem času nič drugače. Tudi Prekmurje je omenjeno, ampak mogoče najbolj marginalno. Preseneča pogled proti Furlaniji, zlasti proti Beneški Sloveniji, koliko je tukaj bilo korespondence in čisto, bomo rekli, poskusov inkluzije zamejcev oziroma beneških Slovencev v širše narodno telo, seveda skozi prizmo katoliškega gibanja med drugo svetovno vojno na Slovenskem. Ko omenjamo druge pokrajine in vrednost te knjige za druge pokrajine, ne moremo mimo danes od predhodnice že omenjene Primorske, pa mi dovolite, da kot človek, ki od tam prihaja in jo ima neizmerno rad, zlasti Ljubljeno Goriško, je treba povedati, da ta knjiga prinaša pomemben pogled tudi na naš konc, torej na zahodni slovenski etnični rob. Mogoče nadpovprečno. Mogoče človek po prebiranju teh zbranih dokumentov, ki so se nam, veste, kot razni paberki po arhivih zdeli ne tako pomembni, ampak ko človek naredi sumizira vse skupaj, ko pogleda, koliko se je vodstvo v Ljubljani ukvarjalo z Primorsko, čeprav je bila takrat mednarodno pravno del italijanske države, do kapitulacije od Italije oziroma celo mednarodno pravno do Pariške mirovne pogodbe 1947, vendar so že med vojno obstajali načrti, kaj s tem območjem. Prihajala so poročila, o tem smo vedeli veliko, mi smo pa vedeli, da je toliko tega bilo in da je toliko različnih poročil prihajalo. Kar je značilno za slovenski katoliški tabor med drugo svetovno vojno na splošno, torej, da so
tožarili se med sabo, obrekovali med sabo, delali skupine in podskupine, kar je konec koncev tudi pripeljalo do tega, kar se je zgodilo ob koncu druge svetovne vojne maja in junija 1945, in knjiga tudi to pomaga razumeti. Torej, te razprtije znotraj katoliškega tabora se je isto dogajalo tudi s katoliškim taborom na Primorskem. In dejansko vidimo, kako glavni protagonisti tistega časa na zahodnem robu, besednjak, Šček, Janko Kralj, že omenjeni Janko Kralj, ki doživljajo to v svojem mikrokozmosu primorske oziroma rapalske meje pod italijansko upravo, že od rapalske pogodbe naprej, se dejansko zrcali tudi v teh pismih. Na eni strani je Engelbert Besednjak, ki neformalni vodja krščansko-socialcev v 30 letih na Primorskem, ki se potem preseli na Dunaj in Beograd, in ki z Beograda opazuje dogajanje, ampak je očitno v rednem stiku, to smo vedeli že prej, z stvarnostjo tako na Primorskem kot v Ljubljani, je predstavljen kot odrešenik, tisti, ki bo potem poslan v imenu vseh Slovencev v London, kjer bo nastopil neke vrste kot kraljevi minister in potem seveda popeljal naš narod k zmagi, karkoli že to pomeni, do tega, da je Engelbert Besednjak zaveznik četnikov, torej Draže Mihajlovića, jugoslovanske vojske v domovini, in celo insinuacije, da je gestapovski agent. Sodijo tudi te, bomo rekli, peripetije leta 1943 spomladi, ko se pojavi ideja o osnovanju Slovenske gospodarske stranke, ki naj bi združevala katoliške Primorce, ker seveda so videli v tem neko vrste ločnico od glavne Slovenske ljudske stranke s svojimi podružnicami na Primorskem, ki jo je vodil Janko Kralj, ki naj bi se preveč kompromitirala zaradi sodelovanja oziroma kolaboracije z Italijani. Če bi moral izpostaviti dva cukra, ki sta v tej knjigi, ki sta bila že nekako v paberkih predstavljena v preteklosti, ampak pokažeta vedenje in tudi zanimanje v osrednji Sloveniji za dogajanje na zahodnem robu, je predlog iz leta 1944, da se Slovenija razdeli na dve banovini, seveda po zmagovitem koncu vojne in porazu okupatorja in komunizma. Ena naj bi bila Krajinsko-Štajerska, druga pa Primorska. Zelo zanimiva. Ampak zakaj? Ker smo Primorci posebni, tako nekako dopisniki iz Primorske podarjajo, in imamo pristanišče Trst, ki ga Krajinska ni imela in ga nikoli ne bo imela. Druga stvar, ki je zanimiva, je čisto resen predlog o etnični bonifikaciji Trsta, in sicer, da bi po končani zmagoviti vojni izgnali iz Trsta 80.000 Italijanov in na njihovo mesto priselili 80.000 zvestih Slovencev. In ne samo to, narejen je celo organigram, odkot naj bi ti Slovenci prihajali. 20.000 iz Goriške, 10.000 iz Ljubljane, 8.000 iz Štajerske in tako naprej. Poudarek, da bi mogli imeti slovenskega guvernerja, ki ne bi imel Primorec, ki bi nekako skrbel za vse slovenski interes. Zanimiva ideja. Na koncu dovolite mi še eno opažanje, ki vendarle postavlja nekatere stvari malo na glavo. In sicer ob koncu knjige sta objavljena tudi 2 ali 3 pisma, ki jih je Šmajd napisal 23. februarja 1946 v Trstu. Zakaj posebej izpostavljam to? Ker do danes smo mislili, verjeli, da je Albina Šmajda ugrabila tajna jugoslovanska politična policija 22. februarja istega leta, torej 1946, potem je izginil. Torej, če so objavljena 3 pisma, ki jih je on napisal v Trstu, ker je kraj napisan, 2 ali 3 pisma, oprostite moji pozabljivosti, nam postavlja datum ugrabitve nekoliko v vprašljivo luč. Toliko za enkrat. Hvala lepa. Zahvaljujem se dr. Podbersiču in predajam besedo doktorju Zdenku Čefiču. Hvala. Pravzaprav vse, kar je bilo že povedano, bi človek jaz enkrat povedal, pa ne bom časa imel. Najprej je prav vprašanje, ki sem si ga sam sebi postavil. Zakaj za dokumente bi bil potreben recenzent? To je
mislim, da je ključno vprašanje. Dokument govori sam zase, da ga kdorkoli, kakorkoli, bom rekel, recenzira. Ampak verjetno je mišljeno tudi recenzent dela, uredništva, vseh sotrudnikov, knjigi in tako dalje. Glede tega moram seveda pritrditi besedam kolega Podberšiča, da je delo uredništva, urednic in urednika narejeno vzorno, lahko rečemo vzorčno, kot je treba za izdajo, kritično izdajo, torej kritično objavo zgodovinskih virov narediti. Do zdaj imamo sicer vse, kar je do zdaj arhiv Republike Slovenije delal, je vzorčno in vzorno narejeno glede objave virov. Niso pa vsi viri, ki jih objavljajo marsikdo, tako narejeni, torej tudi z opombami in z razlagami in tako dalje. Ampak se pravim, to je, mislim, da ena izmed zelo pomembnih zadev pri objavi tega vira, torej knjige, ki ima 85 avtorskih pol samo dokumentov ali 1250 strani dokumentov, knjiga, včeraj sem si jo šel zlagati, tehta 1370 gramov. Tako da bi lahko pritrdil Renatu, da to knjiga ni za postel. No? Razen, če jo seveda hočeš vzeti kot orožje. Torej, kot sem rekel, viri so objavljeni tako, da so uporabni za slehernika. Torej, ne le za najbolj profesionalne specialiste, zgodovinarje, ampak tudi slehernik, ki dokumente brati lahko zaradi opomb spodaj tudi spremlja dogajanje. Torej, kot sem rekel, tudi jaz izrekam pohvalo in zahvalo vsem urejevalcem knjige, da je tako opremljena. Seveda je tudi treba izčrpne biografije povedati. Nekatere so, bi rekel, po mojem mnenju celo preveč izčrpne, zlasti za osebe, za katere naj bi seveda povprečno izobražen človek vedel, ampak pustimo tudi najboljšim, tudi tiste no. Torej, izpostaviti treba še torej zgodovinski oris tega obdobja, torej leta 18 do leta 46, izpred Teresa Mateje Jeraj, v katerem je jasno predstavila bistvene značilnosti tega časa, zlasti politične razmere in razmerja, in tudi seveda politične zamere med objekti in subjekti takratne politike. Verjamem, da bo kakšni specialisti, zgodovinarji za posamezno obdobje ali med obema vojnama ali drugo svetovno vojno naredili kakšne pomanjkljivosti, ampak tukaj bom pač uporabil besedo, ali bom rekel, priliko. Kolegica ni iskala dreves ali grmovja, ampak je gledala gozd in je predstavila gozd. Torej, toliko o tem, kako je knjiga urejena. Jaz ne vem, tudi jaz bi lahko rekel, da je morda malo predebela, kot sem že rekel, in je tudi malo težka, ampak pustimo, težka je tudi po vsebini, na svoj način. Torej, objavljeno gradivo, zdaj pa kaj je v knjigi, to je že bilo povedano strani kolegice Mateje in torej, objavljeno gradivo se nanaša na delovanje SLS, njenih sopotnikov in nasprotnikov v obdobju 18 do leta 46. Torej, velika večina objavljenih dokumentov izhaja iz časa druge svetovne vojne in tudi ti dokumenti več ali manj predstavljajo nov vir za poznavanje tega časa. Namreč o tako imenovanem ali iz časa izdelovanja tako imenovanega protipartizanskega ali protikomunističnega tabora pravzaprav dokumentov ni bilo. Vsaj za javnost ne, razen v oddelku 1231 ali torej. Če je šel kdo gledati pač te dokumente, tako so zdaj objavljeni.
S to knjigo je tudi Šmajdovo delo, ki je pač predstavljeno v prvi knjigi, predvsem skozi dnevnik dobilo tudi svoje meso, kajti njegov dnevnik je bolj, če grdo rečem, delovodnik o tem, kaj je počel, brez nekih posebnih vsebinskih zadev. Medtem ko v tej knjigi so njegovo delovanje dobilo vsebino, dobilo svoj izraz. Torej, seveda, Šumajd ni avtor vseh dokumentov v tej knjigi. Očitno je imel Šumajd določeno zbirateljsko žilico in je zbral ogromno gradiva, torej o delovanju protipartizanskega oziroma protikomunističnega tabora. Torej, iz objavljenega gradiva je mogoče raziskovalno delovanje tega tabora, od vse od leta 1942 do konca vojne, pa tudi kasneje od leta 1945, torej do trenutka, ko je Šumajd izgubil osebno svobodo in končal v zaporu Ozne. Tudi mene je zmotil, ali bom rekel, zintegriral datum 23. februar, kjer je napisal 4 pisma. Do zdaj je bilo jasno, povedano, da naj bi 22. februarja bil ugrabljen v Trstu. Očitno ni pisal pisma na zalogo, ampak jih je napisal tisti dan in torej je verjetno bil ugrabljen 23. Res je pa, da seveda to še ena enigma iz tega nesrečnega življenja Alžina Šmajda, tako da ostanimo pri, kako bi temu rekel, veri v to, da je bil leta 23. februarja ugrabljen in ne 22. Torej, izpostavil bi samo nekaj najbolj, vsaj po mojem mnenju, najbolj zanimivih tem, torej vsebinskih sklopov, ki so objavljeni v tej knjigi. Torej, SLS pred vojno. Albin Šmajd je vstopil veliko politiko, da rečem, na lokalnem nivoju je deloval že prej, ampak veliko politiko je vstopil leta 1938, ko je bil izvoljen za poslanca Narodne skupščine Kraljevine Jugoslavije. Dokumenti SLS-a so že odprej, tudi od leta 19, statut, kar je seveda vsi dokumenti so zelo hvala vredni, da so objavljeni, kajti kot veste, gradiva Slovenske ljudske stranke med obema svetovnima vojnama ni. Če kaj vem, ima arhiv Republike Slovenije 3 fascikle gradiva SLS-a in nič več. Torej je tukaj verjetno več gradiva SLS-a že skoraj, kot ga je ohranjenega druge. Glede tega, kar se pred vojno, se mi zdi, da so pa vse treba nekaj povedati. Torej, ko je Šmajd vstopil veliko politiko kot poslanec skupščine Kraljevine Jugoslavije, je zanimiv njegov zapis, opis ali pa zapis sestanka kluba poslancev Jugoslovanske radikalne zajednice z dne 6. februarja 1939, na katerem so prisotni izražali podporo takrat že odstavljenemu predsedniku JRZ in jugoslovanske vlade Milanu Stojadinoviću. Torej, odstavljen je bil dan prej, odstavljen je bil prav, bom rekel, za eksekucijo, ki je izvedel takrat že odstavljeni notranji minister Korošec po nalogu, Korošec je to izvedel po nalogu pravzaprav dvora in predvsem predsednika vlade Cvetkovića. Zanimivo je, da se tega sestanka izmed 29 slovenskih poslancev izvoljenih na listi JRZ udeležila le 4. In to tisti, ki so bili na novo vključeni v delovanje Narodne skupščine iz strani JRZ-ja. Očitno so bili malce, rekel, naivni in so mislili, da bo se kaj tam dogodilo. V resnici je bilo pa to eno, bi rekel, izražanje podporo Stojadinoviću strani JRZ-ja, srpskega dela JRZ-ja, ki seveda se namreč vemo, da Stojadinović ni želel, bom rekel, pomiritve s Hrvati, kar je bil pač pogoj za to, da je pod Cvetković postavljen, ampak ne bom za tem. Torej, zanimivo je še tudi v
SLS-a je gradivo tako imenovane stare SLS, torej tiste, ki dela članov stranki, ki se niso strinjali z vstopom stranke v JRZ. Kako je to gradivo prišlo v Šmajdov arhiv, je posebno vprašanje, ne vem. Torej, je pa zanimivo, da gre tu za sorazmerno dolg dokument, ki je prav kaže na celotno delovanje, torej te skupine SLS ali stare SLS, ki seveda se ni strinjala z politiko povezovanja z SLS. V tem času seveda je tudi treba še nekaj povedati, to je nekaj dokumentov, o katerih zgodovina do zdaj ali pa zgodovinopisja do tam ni imelo očitno pojma ali nikjer v literaturi ni bilo povedano. Namreč SLS je sprejela program svoj, čeprav je bila del JRZ, takoj, ko je bil sprejet srbsko-hrvaški sporazum avgusta 1939, to je sporazum Cvetković-Maček. Takrat je tudi napisala SLS, čeprav je bila del JRZ, punktacije za zvezno ustavo, v kateri se SLS opredelila za federativno ureditev jugoslovanske države. Dokumenti o delovanju SLS pred drugo svetovno vojno so vsekakor zelo dobrodošli. In bomo zdaj imeli pravzaprav, bom rekel, tudi zakaj seveda ni to prišlo pol do javnosti, ne bom zdaj dolgo in široko razlagal, ampak SLS je bila do konca marca 1941 del JRZ in ni bilo oportuno, da bi oni svoj program in svoje poglede v okviru JRZ predstavljali. Zanimivo je, da so te dokumenti, ali bom rekel vsebina teh dokumentov, bili tudi kasneje, leta 1943, pomladi v okviru Slovenske zaveze je SLS pripravil ta svoj program, ali bom rekel državopravni program v teh dokumentih. Potem seveda SLS v času vojne, to je večinoma dokumentov iz tega. Zanimivi so odnosi v Slovenski zavezi, torej od tega, kako je na primer Šmajd, ki je bil eden izmed, bom rekel, akterjev ali aktivistov v Slovenski zavezi, mislim, da ni bil ravno, bi rekel, med vodilnimi politiki v Slovenski zavezi, bil je pa eden med tistimi, ki je imel kot akter mnogo za storiti in tudi za povedati. Tu je na primer njegova, kako bi temu rekel, upiranje Karlu Novaku spomladi 1943, ko Novak želi prevzeti tudi komando se bi bil Novjak, nad vaškimi stražami, odnosno tistim delom vaških straž, odnosno protikomunistične milice, ki so si je pač SLS smatrala za svoje. Tu nastane seveda velik, kako bi temu rekel, odpor strani SLS, če ne ima Šmajd veliko vloga proti Novaku. Je pa zanimivo, da seveda pa leta 1942 jeseni pa je v dokumentih, torej je že omenila kolegica Jerajeva, je dolgo skoraj vsakodnevna pisma med Novakom in Šmajdom. Novak je bil takrat pri legiji smrti na Dolenjskem, odnosno na obrodu Gorjancev, kjer enostavno zveš iz vseh teh dopisov, kako je pač ta, bi rekel, vojaška formacija delovala in kako je bilo tako dalje. Torej, mislim, da se bo tudi tu marsikaj v zvezi z tako imenovano vojaško kolaboracijo dalo razčistiti. Seveda
je ena od tem, je ta poskus slovenske pomiritve, ki sta poskušala pomladi in poleti 43 Albin Šmajt in Lojze Ude. Znano je, da so pisma Udeta že od leta 1994 objavljena, to je pripravil za objavo kolega Boris Mlakar. Seveda bi pa človek pričakoval, da bo v Šmajdovem arhivu tudi stališče ali bom rekel pisma Šmajda Udetu, vendar teh pisem ni. Tako da ne vemo, Ude je sorazmerno pomirjevalno, pomirjujoče ponujal roko strani OF-a, čeprav je bil takrat v Ljubljani, pa ni bil v vodstvu OF-a, medtem ko kakšno je bilo stališče Šmajda do teh predlogov ne vemo. Pisem očitno do sveda. Pisma, če jih je pisal v rokopisu, jih seveda ni pisal v dvojniku, če jih je pa tipkal, pa bi verjetno nekje bila lahko ohranjena ali pa jih je uničil, ne vem, dopustimo. Torej, ena izmed tem je seveda vloga Šmajda pri nastanku slovenskega domobranstva, torej srečanje Šmajda z Ervinom Rezenerjem. Ne bom zdaj razlagal, kdo je bil Ervin Rezener, torej 15. ali 16. septembra 1943. To je tudi nekoliko zmede okoli datumov, ali en dan ali drug dan, ampak se ni važno. V glavnem sredi septembra sta se srečala, kjer sta se dogovorila, vsaj tako iz dokumenta, ki je ohranjen, torej iz Šmajdovega zapisa, kaže, da je Rezener sprejel več ali manj vse predloge glede delovanja slovenskega domobranstva, takrat še se ni imenovalo slovensko domobranstvo, kot jih je predlagal Šmajd. Kaj je pa adjutant Rezenerja, ki je bil na sestanku, očitno sta se pogovarjala v nemščini, zapisal, pa ni znano, ampak tam bi se iz tega bi se dalo razbrati, ali je, bom rekel, bilo res takšno soglasje, kot katerem poroča Šmajd, da sta se z Rezenerjem prijazno pogovorila in se razšla z besedo Guten Abend. Torej, ena izmed velikih tem je vloga Šmajda pri nastanku delovanju Narodnega odbora za Slovenijo leta jeseni 1944. Dejansko kažejo dokumenti, da je bil Šmajd glavni pobudnik, torej pravi spiritus agens celotnega tega nastanka Narodnega odbora in delovanja Narodnega odbora. V Narodnem odboru je nastopil kot tajnik, v resnici ga je pa vodil. V zvezi z Narodnim odborom seveda so objavljeni vsi zapisniki Narodnega odbora, tudi zapisnik od ustanovitvi nastanku, kar je še danes omenjeno, Narodne vojske, torej Slovenske narodne vojske. Zanimivi so pač pravzaprav tu zapisniki ali poročila Šmajda o sestankovanju ali pogovorih ali pogajanjih s četnikom Ivanom Prezljem Andrejem, torej generalom Andrejem, od februarja dalje do začetka aprila. Namreč, ko so ustanovili Slovensko narodno vojsko, so vedeli, da je to pravzaprav stvar, da domobranstvo, slovensko domobranstvo, kolaborantsko enoto pač veliko zamaskirajo v Slovensko narodno vojsko in seveda so rabili tudi novega komandanta. In so ugotovili, da Franc Krenar kot poveljnik organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva ne pride v poštev in so iskali pač nekoga, ki bi bil po činu približno enak, to je bil pač ta Ivan Prezlj Andrej, torej takrat polkovnik, kasneje ga je Draža Mihajlović postavil v generala in torej nastopa v literaturi kot general Andrej. Z njim je imel Šmajd
in drugi tajnik Narodnega odbora, torej Marjan Zajc, dolge, mučne pogovore, dogovore, pogajanja, kajti Prezl je odklanjal nadvlado Narodnega odbora, da bi bil podrejen Narodnemu odboru kot komandant vojske, kajti trdil je, da je on pravzaprav predstavnik Jugoslovanske vojske v domovini, torej Draže Mihajlovića, in je podrejen samo Draže Mihajloviću. Na koncu je seveda Prezl formalno prevzel vodstvo te narodne vojske. Pustimo je potem, da je pravzaprav konec aprila skupaj z četniki, skupaj s srbskimi četniki in svojimi malimi četniškimi enotami prebegnil v Italijo in se izognil vse usodi, ki je pač ta slovenska narodna vojska doživela potem z temi poboji po vojno. Zanimivi so tudi torej glede Narodnega odbora še dokumenti o prevzemanju oblasti strani Narodnega odbora od konca vojne, torej od konca aprila do 5. maja 1945, ko Narodni odbor kot kolektivni organ prevzame upravo Ljubljanske pokrajine iz rok. Torej tisto, kar je do takrat upravljal Leon Rupnik, prevzame Narodni odbor in to je iz rok Rezenerja 5. maja v stavbi Kazine in po nekaj urah vladanja v Ljubljanski pokrajini odidejo vsi skupaj v emigraciji. Torej, v delovanju Šmajda po vojni je seveda zelo zanimivo ta njegova, bom rekel, korespondenca, velika korespondenca in njegova velika potovanja v Rim, v Avstrijo in tako dalje. Konča se seveda, kot smo že prej rekli, 23. februarja v Trstu in to pač 8. marca je zadnje zaslišanje, še znano, in potem Albin Šmajc skine z obličja zemlje in tudi iz dokumentov. Za konec bi sam še povedal, pač, zakaj se mi zdi, da je pomen za zgodovino in za zgodovinopisje je ta knjiga. Torej, objava zapuščine Šmajda je dobrodošlo dopolnilo o poznavanju slovenskega protikomunizma in vojaške kolaboracije v času druge svetovne vojne. Šmajdovo gradivo odstira politično plat, tako proti partizanskega ali proti komunističnega delovanja slovenskih političnih strank, skupin in posameznikov, ki so zgolj nasprotovali odporu in priznavanju okupacije kot tistih, ki so odkrito sodelovali z okupatorjem. Torej, objava tega zgodovinskega vira ima namen iskanju in dopolnjevanju tistega, kar večkrat radi, tudi pretirano ali nekako tudi lahko miselno imenujemo zgodovinska resnica. Z objavo dokumentov in započina Albina Šmajda se bo mogoče te zgodovinske resnici, kako jo že pač razumemo, nekoliko bolj približati. Je to bo uspeh in bo s tem tudi dosežen namen objave. Na osnovi tukaj objavljenega gradiva se bo v določeni meri, ne pa povsem, spremenila podoba naše druge svetovne vojne, torej druge svetovne vojne pri nas. To pa bo mogoče le ob predpostavki in v upanju, da se nove informacije, ki jih daje objava dosjeja Šmajd, ki bodo zlorabljale politične in še manj ideološke vojne namene. Naj ne bodo sredstvo ali gorjača politike in politikanstva za spreminjanje dejstev v drugi svetovni vojni pri nas. Objavljeno gradivo naj torej služi predvsem zgodovini in zgodovinopisju. Hvala. Zahvaljujem se tudi dr. Zdenku Čepiču za njegove besede. Pred zaključkom pa dajem še cenjeni publiki možnost za morebitna vprašanja. Tudi soavtorice so tukaj in bodo tudi z veseljem še kaj dodale, če bo koga zanima.
Če pa ne, se pa vsem zahvaljujem za obisk novih prostorov in predstavitve in želim obilo zanimivega branja. Hvala.